Človek je najhujša zver. Zakaj to pravimo? Zakaj je človek najhujša zver? Kaj imajo s tem slovensko ljudsko pesništvo, folklora, literatura, kultura? Kaj v njih počnejo živali, katere in kaj nam to pove? O tem bomo govorili v drugem delu današnjega podcasta. Začnemo pa na začetku. Doktorica Marjetka Goleš Kavčič, redna profesorica za področje folkloristike, ena največjih poznavalk slovenske ljudske pesmi, balad, raziskovalka živali v folklori, literaturi in kulturi, znanstvena svetnica z Glasbeno-narodnopisnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dober dan, dobrodošli v NN podcastu. Dober dan tudi vam in hvala za tako lepo predstavitev. Dobrodošli in lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, ki ste se pridružili našemu podcastu. Spremljate ga lahko tako kot vedno na NN, torej na nninfo.si, na YouTubu in pa pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Vsi NN podcasti so namreč vedno odprti in v celoti brezplačno dostopni vsakomur. NN podcast s Suzano Lovec. Doktor Marjetka Goleš Kavčič, začnimo torej na začetku. Kaj je folklora in kaj je ljudska pesem, pa tudi kaj so najbolj pogoste zmote ali pa miti o tem? Ja, folklora, kot že sama beseda pove, folk je ljudstvo, lor je znanje, torej je znanje ljudstva. In folklora seveda je precej obsegajoča, Danes jo tudi imenujemo ljudska duhovna kultura. Tako da pravzaprav je tisto, kar je najbolj izvirno v nekem narodu ali etniji, če hočete. To je tisto, kar je nastajalo v različnih časovnih obdobjih, kontinuirano in seveda tudi prinaša tisto, kar ljudje v določenem časovnem obdobju, v življenjskih okoliščinah, o čemer razmišljajo in potem skozi ustvarjalni proces tudi prikažejo. Se pravi, če pogledamo, kaj pravzaprav vsebuje ta ljudska duhovna kultura, so to ljudske pesmi, ljudska pripoved, ljudska glasba, ljudski ples, To je, bomo rekli, najbolj osrediščeno, najbolj osrednji del. Seveda so pa še tudi recimo pregovori, reki, kratki folklorni obrazci. In tudi to je treba povedati, da je seveda folklora vedno povezana tudi z življenjem ljudi. Se pravi, se povezuje tudi s šegami, navadami, tudi verovanja so tukaj vključena, ljudska dramatika in tudi ljudska likovna umetnost. Skratka, folklora z eno besedo je ljudska duhovna kultura, ki nekako predstavlja tisto bistveno v nekem narodu, ne samo specifiko, ampak tudi univerzalnosti. Mnogi si namreč pod besedo folklora pogosto predstavljajo nekaj ljudi v narodni noši, ki pojejo in plešejo. Kako okrnjeno ali pa kako napačno je recimo to gledanje? Ja, to je zelo napačno gledanje namreč, Tukaj se vedno znajdemo pred to dilemo, kako ljudem to pojasniti. Pojasniti, da je folklora nekaj drugega kot folklorizem. In namreč folklorizem je tisto obleke v narodnih nošah in poskušati biti avtentičen, čeprav v današnjem času tega ni več funkcije. Namreč funkcija je tisto, kar je tudi za ljudsko izročilo zelo pomembno, In te miti so res in potem tudi ne samo to. Folklora seveda je tudi sopomenka za folklorno dejavnost, za folklorni ples, za to, da se udejstvujejo v teh različnih folklornih skupinah. Pa tudi še ena stvar je, ki je zelo pogosta v današnjem času, to pa, da folkloro uporabljamo tudi recimo v politiki, v publicistiki, vse povsod, recimo folklora, današnja recimo politična situacija je slovenska folklora in tako naprej. Skratka, tukaj vidimo tudi, da se ta beseda tudi velikokrat napačno uporablja.
In to, da se velikokrat tudi meša narodno zabavno glasbo s folkloro, da se meša neke domačijskosti s folkloro, to je največkrat zelo pogosto. In zato potem ljudje ne znajo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj je narodno zabavna glasba. Glasbeno-narodopisni inštitut je nastal, je v bistvu najstarejši inštitut Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sem prebrala na spletni strani. Pod imenom Folklorni inštitut je bil na pobudo odbora Glasbene matice ustanovljen leta 1934. Tako je. Temeljna dejavnost tega inštituta je poleg rednega raziskovalnega dela in objavljanja rezultatov raziskav predvsem izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje arhivskega gradiva v digitalnih oblikah, torej zgoščenke, spletni dostopi do zvočnega, rokopisnega, slikovnega gradiva, pa tudi priprava koncertov in delavnic v povezavi z ljudsko glasbo in plesom ter strokovno sodelovanje in tako naprej in tako naprej. Kako poteka to raziskovalno delo o folklori? Ja, če lahko sam še dopolnim, zdaj 15. oktobra praznujemo pravzaprav to in drugo leto praznujemo 90-letnico inštituta, smo res najstarejši inštitut. Raziskovalno delo pa seveda sedaj poteka malo drugače kot na začetku. Leta 1934 je bil pravzaprav samo France Marolt. In šele kasneje ki je v bistvu nekako bil ustanovitelj. Potem pa je počasi so se še pridružili drugi raziskovalci, ampak zelo počasi. In v tistem času je bilo pravzaprav najbolj pomembna naloga zbiranje gradiva. In to zbiranje gradiva je potem potekalo vzporedno z raziskovanjem. In danes pa seveda je raziskovanje drugačno, predvsem zelo drugačno, ker je seveda projektno delo. Se pravi, imamo projektno delo, ampak še vedno pa je nek sistem, ki ga imamo še ohranjenega tudi od takrat. To pa pomeni, da recimo hodimo še vedno na teren, še vedno snemamo ljudske pesmi. Seveda ne na ta način, kot včasih, ko so šli raziskovalci kar tako in so naredili recimo neko sondažno raziskavo, neko vas, obiskali recimo neko gostilno ali pa ne vem, tudi cerkev, ne, in so se tam posvetovali, kdo poje. Tega danes seveda ni več. Tukaj se zdaj dogovorimo za snemanje tam, kjer pač vemo, da poteka recimo še ljudsko petje. Pa potem so pa še drugačni načini, to so pa recimo srečanje ljudskih pevcev in godcev v okviru tega folklornih združenj. Raziskave pa potem seveda potekajo tako, da če imamo recimo različne predmete raziskovanja, potem, če se ukvarjamo recimo z ljudsko pesmijo, potem recimo pridemo s terena, kjer smo posneli ljudske pesmi, jih seveda transkribiramo, analiziramo in potem preučujemo glede na to, kaj pravzaprav želimo s temi rezultati raziskav doseči. Koliko pa ta recimo ljudska pesem še živi? Kako živa je še ta folklora? Ja. Namreč vi ste tudi bili urednica knjige What to do with folklore. Ja. Torej, kaj torej delati s folkloro? Ja. Kaj torej delati s folkloro je v bistvu pravzaprav en izrek, ki ga je izrekla dr. Zmaga Kumer, ker je bila zelo razočarana nad tem, kako ljudje ne poznajo ničesar, ne poznajo ljudske pesmi, da ni videla recimo, rekla, nekega smisla v tem raziskovanju, predstavljanju. Zato smo tudi uporabili ta izraz what to do with folklore, kaj pravzaprav danes s to folkloro početi, ker se je zdelo, kot da ljudi to več ne zanima. Ljudska pesem pa seveda ne živi v funkciji več. Torej, zelo pomembno je vedeti, da je ljudska pesem bila vedno v neki funkciji, v neki vlogi, bi rekli. Danes pa seveda temu ni več tako. Redko se zbirajo ljudje kar tako v nekih skupnostih in pojejo zelo spontano,
morda kdaj v kakšnih družinskih srečanjih ali kakorkoli. Medtem ko danes pa večinoma je ljudska pesem, ki se izvaja na odrih, a ne. To je tisto, kar danes lahko rečemo. V kakšni funkciji je bila? Kakšne so te funkcije, ki jih je opravljala? No, če pogledamo, zakaj pravzaprav je folkloristika kot sama veda, raziskuje pesem iz različnih zornih kotov, se pravi njeno vsebino, njeno podobo, formalno podobo, njene nosilce in njeno funkcijo. In ta njena funkcija je bila vedno del življenja ljudi, se pravi del vsakdanjega ali prazničnega življenja. Recimo, če so luščili koruzo, so peli določene pesmi. Če so varovali mrliča, so bile spet določene pesmi. Če so recimo se srečevali na vasi, so peli fantje ponavadi ljubezenske pesmi. Skratka, funkcija je vedno določala tudi, kakšna pesem bo v nekem okolju peta. Ne? Skratka, tega ni več, zelo redko je, razen morda, ko je koledovanje, ko je koledniška procesija, tam bi rekli, da pa so zdaj ponovno oživljajo ta, bi rekli, ali pa kakšni, recimo kresovanje ali kaj takega, recimo v Beli krajini. Tam se morda še ohranja celo tista najstarejša pesem, Pobelelo polje, ki izhaja pa res iz starodavnega verovanja in starodavnega izročila. No, torej, funkcija je res specifika in ta funkcija je tudi zato specifična, ker te funkcije recimo umetna pesem nima. Vaša raziskovalna specialnost je slovenska balada. Kakšne so slovenske balade, kaj jim je skupno, katere so morda najbolj vplivne, da tako rečem, z jezikom sodobnega sveta, katere so najbolj popularne oziroma najbolj lajkane? Lajkane. Saj so verjetno res lajkane, jaz tega sicer ne vem, ampak ker imamo tudi posnetke na YouTubeu, potem verjetno predvidevam, da so tudi lajkane. Ampak mogoče, če mi dovolite sam, da povem, kaj pravzaprav ljudska balada je, da bo potem jasno, zakaj je recimo to ena izmed najbolj raziskanih ljudskih pesmi in zakaj je to izjemno enigmatični žanr. Ne? In še zmerom je veliko prostora za raziskave pri ljudskih baladah. Namreč slovenska ljudska balada je pravzaprav pesem, ki na nek način predstavlja zgodbo, ki je dramatično poudarjena. To izhaja tudi iz leta 1266, ko so v Freiburgu prvič definirali ljudsko balado in takrat se je začelo to raziskovanje tudi v mednarodnem prostoru. Ampak ljudska balada je prav zaradi tega, ker nosi v svojem jedru zgodbo, najbolj popularna. Je pa res, da jo ne znajo peti vsi, a ne? Torej so določeni nosilci, ki so, bi rekli, specializirani tudi zato, ker so večinoma tudi te pesmi daljše, a ne? In imajo neko posebno strukturo, a ne? Torej, balada, slovenska ljudska balada, je tudi peta pesem, to je treba poudariti. Je pa seveda, to je treba še posebno poudariti, da imamo mi poleg recimo skandinavskih dežel, poleg anglosaksonskih dežel in Romunije največje število tipov balad, 337. Skratka, mi smo izjemno bogati v tem tipološkem smislu, se pravi, balade so izjemne. Imamo pa od pravljičnih, bajeslovnih, družinskih, ljubezenskih, a ne, in tudi živalske balade poznamo. Najbolj popularne, to je zelo težko reči, če so najbolj popularne, ampak najbolj se pa pojejo recimo ljubezenske balade, družinske balade, pa recimo nekatere tiste, ki izhajajo iz pravljičnega ali pa legendarnega izročila. Ena je pa še posebno pomembna
in tudi meni posebno ljuba. To je pa balada o obsojeni detomorilki. Mogoče pa to malo več kasneje. Tako kot ste rekli, 337 tipov. Koliko je potem sploh balad, če je že tipov tako veliko v Sloveniji? Tipov je, vedeti moramo, da seveda vsaka ljudska pesem ima veliko variant. Tako. Ne? To je tudi njena tipična lastnost, da se stalno nastajajo variante, ne? Po celi Sloveniji lahko pa imamo pesem, ki ima tudi samo eno samo zapisano varianto. To je vse odvisno od tega, koliko je bilo zapisov in kako se je pesem širila. Torej, če pogledamo recimo določene balade, ta balada in Nevesta detomorilka imata tudi po 180 variant. Skratka, to je zelo veliko. In te variante se lahko zelo razlikujejo, tudi v tem, kako se je konec končal. Ali je srečen ali ni srečen. Res je. Ja, recimo, zelo zanimivo je, da so večinoma tragične, a ne? So pa tudi z veselim koncem. Ena od teh je Zvesta deklica, recimo. Potem pa še ena, ki je meni tudi zelo ljuba, no, to je sicer tragična, ampak to je samomor nune zaradi ljubezni, ker so dekle že pri 16 letih starši poslali v samostan, ne, to je, mislim, da izhaja predvsem iz tega samostana Velesovo, blizu Kamnika. Ki se pa na Primorskem konča srečno, ne? Tako je. V Primorskem pa se konča srečno, ker jo prednica izpusti iz samostana, ne? Ampak bistvo tega je pa, da je dekle šlo že v tistem času v samostan, ko je že vedela, kaj je ljubezen, ne? In skratka, zaradi tega je bila recimo zelo lahko ta tragična balada, večinoma je tragična, primorska je pa tista, ki pač prinaša ta srečni konec. A je pri večjih pesmih ali pa recimo tudi pri povedkah tako, da so bolj pozitivne, bolj srečne, manj črnoglede, recimo, ne vem, na kakšnem delu območju, recimo? Ja. Je to značilno za Primorsko? Je značilno. Značilno je za Primorsko. Res je značilno, torej gre za mogoče tudi ta, bi rekla, značaj, človeški značaj, temperament, ki pač omogoča, da se recimo neka tragičnost spremeni v neko pozitivno, recimo, odločitev v nekem okolju. Balada pa sicer večinoma, no, te balade so, ker so zgodbe seveda vedno o nekih konfliktih, razmerjih, ne, se velikokrat konča. Morda recimo so te, še ena je taka, ki ni tako zelo tragična, to je recimo pesem o nezvesti gospe, ne, to je znana je tam dol na Ravnem polju, no, ker pa že pač ni več, se že prevrsti iz balade v pesem, v navadno, se pravi, bom rekla, razpoloženjsko pesem. Tam pa tudi recimo ni kakšnega tragičnega dogodka, se pravi, tam ni nekih umorov ali ubojev ali kaj takega. Rekli ste, med drugim ste omenili, ne, da te legendarne so zelo pogoste, najmanj pa je tukaj pri nas junaških. Kako to, zakaj? Ja, zdaj so več teorij, ne. In sicer junaške pesmi seveda izhajajo iz tega, kako je neko ljudstvo oziroma nek narod živel, ne. Kako je bil tudi politično, recimo, strukturiran, bi človek rekel, ne. Tako da izhajamo pa tudi iz tega, da Slovenci narodnih ali ljudskih epov nismo imeli. In zdaj tukaj nekih junaških dejanj tudi ni bilo toliko, ampak vendarle obstajajo junaške pesmi, ne. Lambergar, Kralj Matjaž in še mnoge druge, recimo, ne vem, Laudon in tako naprej, ki pa tematizirajo zgodovinska dejstva, ki jih pa potem seveda interpretirajo glede na to, kako so ljudje opazovali določena obdobja. Zdaj, še nekaj je tudi mi aristokratskega okolja tudi nismo imeli toliko, a ne, in zato tudi teh pesmi v teh okoljih niso nastale, ne.
Nekaj jih sicer je, ampak vendarle je večina, recimo v tem, bom rekla, tako imenovanem kmečkem okolju nastala. Ne. Zanimivo mi je bilo, ker sem brala, da ste rekli, da baladni junaki so še danes aktualni in tudi že dekanonizirani, pogosto nastopajo literarizirano kot liki v prozi in poeziji. In potem ste spomnili, da svetlolasa ženska, ki je nekoč odgovarjala na vprašanja na spletnih straneh finančne uprave, je bila Lepa Vida. Ja. Lepa Vida, ki jo vsi poznamo, da tudi na Solinah imamo objekte s tem imenom, da poznamo vino in tako naprej. In da so bili v bistvu tudi ti najbolj znani slovenski junaki s pesmi prenešeni že kot neke ikone v sistem kapitalizma. Temu rečem skoraj arhetipi. No? To so tako imenovani nacionalni arhetipi in eden od teh je kralj Matjaž, ki bom rekla, da je ta moški arhetip. In drugi pa je Lepa Vida, ki je pa ta ženski arhetip. Jaz tudi sem raziskovala, zdaj ne več, ampak iz stališča arhetipov, se pravi iz jungovske terminologije. Tako da recimo kralj Matjaž bi lahko bil animus, Lepa Vida anima. Vse to pa se je, ker sta to tako zelo močna lika, sta se potem seveda tako zelo prešla v kulturni obtok, tudi pri teh, bom rekla, banalnih elementih, ampak izjemno močno sta ne samo one dva, ampak tudi druge pesmi so s temi liki prešle tudi v literaturo. In zato, ker imamo v literaturi tega, recimo Lepa Vida je tudi prešla v strip, Andrej Rozman Roza je napisal tako imenovano Lepo Vido iz Trsta, kako Lepa Vida gre v Trst, kjer si nakupi leplenice za otroka in tablete za moža. Torej, gre tudi za to, da se aktualizira nek, rekla, skoraj mitološki lik ali mit aktualizira v sodobnem času. Za časopis Dnevnik ste pred 5 leti tudi rekli, da slovenska ljudska balada nima vedno tragičnega konca, kar ste že omenili danes, in da se včasih konča tudi srečno, in pa tudi, da ni dovolj, da ljudsko balado le preberemo, ampak da jo je ključno tudi slišati. Absolutno. Zakaj? A glejte, že Herder je rekel, ljudsko pesem je treba slišati in ne brati. Zato, ker je ljudska pesem sinkretična celota besedila in melodije. In njen komunikacijski kanal je petje, se pravi ustno sporočanje. In petje je izjemno pomembno mnemotehnično sredstvo. Skratka, preko petja se tudi zaradi te zvočne strukture in tega pomnenja se veliko pesmi tudi ohrani, zato ker so jih ljudje zaradi glasbe, zaradi melodije spomnili. To je spominski del. In zato je, poleg tega pa je res melodija tista, ki pač prinese to, da je ljudska pesem pravzaprav ljudska pesem. Ker imamo pa seveda tudi recimo literarno, umetno pesem, ki pa je lahko glasbena, ampak se nikoli ne poje. In to je velika razlika med ljudsko in umetno pesmijo. Katere pa so še zdaj, ta odnos med ljudskim in umetnim v poeziji, prozi in dramatiki, ki ga vi raziskujete? To sta dva obraza ustvarjalnosti, naj se reče, ampak kako različna sta? Če pogledamo, tako jaz sem naredila eno tako strukturo, kako recimo sem raziskovala to. Imamo recimo na eni strani, se pravi ustno, na drugi strani imamo pisno, potem imamo seveda tukaj neko strukturo, ki je kontinuirana pri ljudski pesmi, ki se spreminja, medtem ko je v umetni pesmi pesem vedno fiksirana, se pravi ni spremenljiva, razen recimo, če gre za neke transformacije kasneje. Potem imamo recimo petje na eni strani in drugi strani pri umetni pesmi imamo zvočnost. Imamo lahko zvočnost, lahko je pa nimamo. Potem imamo seveda nastajanje variant in ena sama pesem ali ena sama literatura. In potem imamo tukaj še pri pesmi imamo nosilce, jih imamo več, medtem ko tukaj imamo enega ustvarjalca, literarnega ustvarjalca, in še kontekst je različen. Kontekst
v ljudski pesmi je tisto, kar se uresniči v nekem folklornem dogodku, medtem ko kontekst pri recimo umetni pesmi je pa tisto, kar recimo je neko pesnikovo, pisateljevo, filozofsko, ideološko obzorje, ki vpliva tudi na to. In še pesem je kontinuirana, ljudska pesem v vseh časovnih obdobjih, vseh literarno-zgodovinskih obdobjih, če hočete, medtem ko umetna pesem je pa odvisna od tega, kakšno obdobje literarno-zgodovinsko stopi. Bodi si recimo srednji vek, 19. stoletje, postmodernizem ali kaj takega. So pa nekatere te balade recimo že iz 12. stoletja, ne? Res je. Začele nastajati. Tako je. Se Imamo veliko srednjeveških balad, prav zato, ker vidimo iz teh srednjeveških balad lahko tudi detektiramo, kako so nekateri ljudje živeli, lahko vidimo pravne elemente, lahko vidimo družinska razmerja. Skratka, pokaže se nam tudi tako imenovani zgodovinski ali družbeni kontekst skozi vsebine, seveda. Ne v vseh, ne predvsem v baladah, v lirskih ali ljubezenskih pesmih tega pač težko, medtem ko tukaj pa vidimo recimo en primer, pesem Brat ali ljubi, tematizira vunkulat. Vunkulat pa je pravni element, pri katerem vdova po smrti svojega moža preide pod varstvo njegovega brata in tudi njeni otroci potem pridejo tja. In to pomeni, da je v tej pesmi tematizirano to, da jo ljubi vpraša, koga imaš raje, mene ali ljubega, pa pravi, oziroma ljubi jo vpraša in potem reče, brata imam rajšega, kajti če brata izgubim, ga nikoli več nazaj ne dobim, medtem če ljubega izgubim, lahko novega dobim. Torej, krvno sorodstvo je bilo izjemno močno v srednjem veku in še kasneje, seveda. Še danes pravzaprav nekje zelo močno vpliva na to. Kakšna je vloga ženske v ljudski pesmi in kako je prisotna patriarhalnost? V enem od strokovnih člankov vašem sem prebrala, recimo, upor dekleta očetu se je po ljudskem prepričanju končal tragično, v tem primeru z boleznijo, kajti staršem se otroci niso smeli upirati, bili so neke vrste lastnina. Pišete tudi o vlogi ženske, o tem, kako so ženske tematizirane, ne? Se je torej ta patriarhalnost odsevala v ljudskih pesmih ali so jo ljudske pesmi hkrati tudi soustvarjale oziroma pomagale indoktrinirati? Oboje je tudi. Oboje, seveda, patriarhalnost nedvomno odseva. Namreč ženska je res imela neko vlogo, neko pozitivno ali pa bom rekla tudi temeljno vlogo v družini, seveda v nasprotju z takrat, ko je skrbela za otroke in za celotno družino. Ko pa se je uprla zaradi kakšnih emotivnih, čustvenih recimo ali česarkoli drugega, je seveda bila takoj kaznovana. Na eni strani je bila kaznovana od recimo roke moža ali pa očeta ali kogarkoli, po drugi strani pa od transcendence, se pravi od Boga, zato ker tukaj govorimo o Bogu, ker je pač večina recimo teh pesmi nastaja v tem katoliškem okolju. In seveda je ženska imela neko funkcijo pri seveda otrocih, se pravi, otroci so bili na nek način tudi lastnina. In če so jo razjezili, recimo imamo tudi nekaj balad, pri katerih recimo ženska mati spremeni svoja otroka v vrani, ali pa recimo ju nekako prekovne, recimo tudi prekovne neko dekle, pa ta postane potem kača in tako naprej. In tudi iz tega izhaja, da je bila ženska, da je bila mati razkačena, ker jo je razjezila in jo potem nekako uročila. Skratka, seveda pa drug element je, da tudi soustvarjajo balade. Namreč velikokrat imamo v teh baladah tudi nauk, pazite dekleta, kako se vedete, pazite na kakšen način, ali pa tudi recimo se vidi, kako neko dekle potem
ne, v nekaterih baladah ponjo pride recimo neka, bomo rekli, nek hudič ali kakorkoli. Že v glavnem gre za to, da je skupnost, ker seveda pesem izhaja iz skupnosti, skupnost je vedno bila neka, bom rekla, nadzorni organ, če lahko temu tako rečem, ki je stalno kontrolirala žensko kot tisto, ki seveda načeloma ne bi smela individualno ravnati. Če je ravnala kot posameznica, je bila vedno kaznovana. Ne. Ste pa tudi vodja projekta z naslovom Misliti živali, transformativni vidiki raziskav živali v folklori, literaturi in kulturi. Projekt poteka v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU-ja. Vi vlogo in pomen živali v folklori in literaturi preučujete od leta 1999. Res je. Kakšna je ta vloga, zdaj bom zelo široko to zastavila, kakšna je vloga živali in kako zelo se spreminja? Ja, tale, če mi dovolite, jaz samo pač en korak nazaj. Jaz sem začela raziskovati ljudsko pesem, in sicer podobo človeka. Potem sem šla na podobo ženske in na koncu sem prišla do podobe živali. Zakaj? Ko sem raziskovala, seveda je to tudi moja individualna strast, bom rekla, odločitev. Ko sem raziskovala ljudsko pesem, sem ugotovila, da so živali marginalizirana bitja folklore. Da nikogar niso pretirano zanimali, da če so jih živali zanimali, so jih zanimale v motivno-tematskem smislu, kot motivi, teme, simboli, substituti za človeka. Mene pa je prav zaradi tega, ker sem se začela ukvarjati z raziskavo živali tudi v literaturi, sem ugotovila, da je naša perspektiva iz današnjega časa tista, ki mora seveda pogledati na žival v folklori tudi drugače. Folklori, literaturi in kulturi. In seveda prva stvar je ta, bom rekla, filozofski okvir, ki sem ga vzela, in ta filozofski okvir je, da so živali meni osebno in tudi pač tistim, ki se s tem ukvarjajo, ontološko ekvivalentne. Skratka, zame so živali enakovredna bitja človeku. In iz tega stališča sem potem začela razmišljati o tem, kaj pravzaprav, kako lahko začnemo drugače brati ta besedila in ali nam sporočajo tudi kaj drugega. Ne samo to, da je recimo, ne vem, ptica prerokovalka ali prinaša neko sporočilo, ali je ta ptica resnična ptica. Ne? Skratka, poskušala sem ugotoviti, ali lahko z novimi, bom rekla, metodološkimi in teoretskimi načini poskušam predstaviti žival na drugačen način. In leta 1999 sem prvič začela, sem raziskovala to znamenito balado, živalsko balado Lovčev pogreb, ki je znana kot Panska končnica, najbrž vsi poznajo to Pansko končnico. In sem ugotovila, da pravzaprav lahko ta narobe svet obrnemo v pravi svet. Se pravi, da vidimo te živali tudi, kako so pravzaprav živele, če pogledamo, da so peljale lovca k pogrebu, kaj je tisto, kar nam prinaša sporočilo te balade. Se pravi, ali so živali res samo substitut za človeka, ali so res samo figure v nekem okolju, ali pa so to resnična bitja. In če so resnična bitja, potem je naš odnos do teh resničnih bitij je treba ga spremeniti. In če nam folklorna besedila ali pa literatura prinašajo tako imenovano občuteno stvarnost, je tudi naša dolžnost, da pokažemo, da je seveda naš odnos do živali napačen. In
besedila, folklorna besedila in literarna besedila prinašajo tisto, kar bi lahko recimo vidimo tudi v današnjem življenju. Zdaj, če pogledamo, recimo, če imamo neko basen, ali pa basensko besedilo o tem, da je recimo lovec ustrelil psa, vidimo, da je tukaj resnično se zgodilo, da je pač bil pes ubit. Skratka, nam nekaj, kar se je zgodilo v fiktivnem okolju, pokaže, da se to lahko zgodi tudi v resničnem življenju. In to je tisto, kar je potem me vodilo k temu, da sem začela tudi raziskovati in pritegnila različne druge teorije, recimo teorijo ekokritike, teorijo kritične animalistike in potem seveda tudi ta, bom rekla, družbeno-politični vidik vključila v to in zato potem čisto na drugačen način poskušala gledati vlogo in pomen živali v vseh teh treh vidikih, se pravi od folklornih besedil prek literature, literarnih besedil do recimo kulturnih praks, če hočete. V knjigi Marka Snoja, etimologa, o imenih slovenskih psov ste prispevali poglavje o psu v slovenskem leposlovju in folklori. Kakšen je pes v slovenskem leposlovju in folklori? Najpogosteje v folklori, sicer na slovenskem pravite vi, najdemo ptico. Pes pa se v slovenski ljudski pesmi pojavi zelo redko, kot da bi bil, vaše besede, nepotreben ali pa kot da je njegov obstoj samoumeven, a v basnih in pravljicah in povedkah oziroma v ljudskem pripovednem izročilu je pa pes močno navzoč tudi v pregovorih in narekih. Zakaj ta razlika? Od kje? Ja, poglejte, pesenska besedila so kratka besedila večinoma, edino balade so tiste, ki lahko nekaj povedo. Pes nikoli ni bil protagonist, se pravi glavni junak, nikoli. Zelo redko v pesmih. Večinoma je, bom rekla, kot nek spremljevalec, kot sopotnik, v pesmih namreč. Razen v nekaterih pesmih, ki pa niso, bom rekla, doživele toliko variant, da bi človek rekel, da je pes res tisti, ki je glavni junak. Namreč gre za to, da, to recimo ena pesem je, ko recimo psa ubijajo namesto volka ali pa je pes recimo kaznovan zato, ker se je nekje ponečedil in potem je ta pesem nekako prikazuje beg tega psa in potem njegov uboj in tako naprej. Ampak to so redke pesmi. Medtem ko v pripovedništvu pa tega imamo pa veliko ravno zaradi tega, ker lahko v pripovedništvu stkemo neko zgodbo o recimo razmerjih med psom in drugimi živalmi, pa med psom in človekom, in s tem lahko prikažemo psa kot recimo tega, rekla, junaka, ki predstavlja recimo nekega tistega, ki vendarle je recimo pomemben v nekem okolju. Zdaj, kako je pomemben, je pa zelo različno. Čeprav tudi v pripovedih vidimo, da recimo je njegova podoba tudi velikokrat prikazana tragično, recimo v Rezijanskem izročilu pesmi pripovedi od Pesića, kjer najprej vidimo, da kužek pes govoreča žival in pravi, da so ga mučili, mu zlomili nogico in meni, da v takem okolju oziroma v taki skupnosti in družini ne želi več živeti in odide. Torej se upre, to je pa ena izmed takih redkih, kjer recimo vidimo tudi tako imenovan upor živali. In seveda razmerja imamo tukaj velika med antagonizem vidimo med prosto živečimi živalmi gozda in med psom, recimo pes je vedno v nekem konfliktu z recimo različnimi živalmi od lisice, medveda, volka, medtem ko naj bi varoval petelina, kokoši in tako naprej. To je
to je čisto jasno tematizirano, ne. Po drugi strani pa je pes tako imenovani sopotnik lovca večinoma, ali pa recimo je nekako čuvaj ognjišča, in je večinoma neimenovan. Ne? In zato, ker je neimenovan, ali pa če je v pesmi imenovan, je imenovan po svojem lastniku ali skrbniku oziroma ali gospodarju, recimo Stočkov pes ali pes iz skal ali pa pes iz, ne vem, Brsnic in tako naprej. Ne? Skratka, nima imena. V pripovedništvu pa se tudi pojavi, čeprav redko, ampak se tudi pojavi, da ima pes ime, recimo Terin ali pa kako drugače. Tukaj je po moje torej velika razlika med tem, kako so včasih dojemali psa in kako je zdaj dojet v današnji družbi. Absolutno. Poglejte, če pogledamo to, da so cenili samo 3 lastnosti, a ne? Predvsem zvestobo, a ne? Potem tisto, kar pomeni, da je nekako iznajdljiv, a ne? Da se recimo lahko odzove, a ne? In recimo podrejenost. A ne? To je tisto, čeprav recimo tudi so cenili inteligenco, ampak ne vem v kakšnem smislu. To je spet ta, bom rekla, antropocentričen pogled. A ne? Ampak seveda je pa to drugače v literaturi. Ne? Tudi v moji nastajajoči knjigi se bom ukvarjala, oziroma sem se jo ravno kar oddala v tisk. Se ukvarjam tudi z psom v literaturi, kako je pa v literaturi tematiziran. Tam je pa seveda zadeva čisto drugačna. Ne? Pes je tam v drugačnem in tudi drugačnem položaju, lahko tudi ne. Ampak vidimo recimo pri različnih avtorjih seveda odnos do psa kot do družabnika, ne kot recimo do podrejene živali. Na podoben način, kot dojemamo psa recimo zdaj, ne? Zelo podobno je pa recimo tudi prikaz recimo vivisekcije psa, prikaz, bom rekla, nekega tega odnosa, antropocentričnega odnosa do psa, tega pa tudi vidimo, ali pa bomo rekli uporabe psa, da psa samo uporabimo, to je pa recimo v filmskem svetu tudi možno. V enem članku v Vrabcu anarhistu ste pisali o različnih odnosih nas ljudi do goloba in recimo do psa. In pri golobih pravite, naš odnos do golobov sodi v to binarno razdelitev na naravno in kulturno, saj je družbeno konstruiran. Zakaj je iz ptice simbola miru, simbolno pomembne ptice ljudskega izročila, udomačenega skalnega goloba, letečega pismonoša, vojnega heroja, danes golob postal ptica, ki poleg podgan, ki so živali družbenega dna, doživlja najbolj negativen odnos v urbanem okolju. Kje se je zgodil ta preskok? Ja, prvič je to, da smo goloba pravzaprav razvrednotili kot ptico. Ta golob zdaj ni več ptica. Zdi se, kot da je to neka smetiščna žival. Torej, goloba smo odrinili ali izrinili iz kulturnega okolja, ravno zaradi tega, ker se nam je preveč približal. Približal se nam je pa v tistem smislu, v katerem človek ne želi imeti take bližine. Bližine nekoga, ki je seveda ptica, ki pač pride v bližino in se ne ozira na to, ali je ta bližina mora biti sterilna, higienska in tako naprej. Zgodil se je preskok ravno zaradi tega, ker so golobi izgubili svoj habitat, bi rekli, in potem so pač iskali možnost recimo hranjenja. In zato so prišli bom rekla, mestni ali urbani prostor. Seveda je tudi, bom rekla, neka množica teh golobov, zgoščenih, ne, skupaj, se pravi, to so jate, a ne, ki pridejo. In ljudje so potem seveda popolnoma odklonilni zaradi tistega, kar pač ljudje menijo, da je
atribut goloba v urbanem prostoru. To pa je, da je pač higiensko oporečen, da recimo, da je nadležen in da pač nekako ne izpolnjuje več funkcije ptice v tistem duhovnem ali tem tako imenovanem lepem smislu, se pravi, golob ni lepa ptica, ne? In če ni lepa ptica, to potem ta estetika zelo, zelo močno vpliva na naš odnos do živali. In predvsem začela se je seveda tudi, bi rekli, neka gonja proti golobom iz stališča, češ da so prenašalci bolezni, a ne. In tukaj je recimo, čeprav mi vemo, da je ta simbolika recimo goloba tako močna, da si recimo na podeželju še obešajo te lesene golobčke, a ne, svete duhove, da je ta konotacija goloba kot ptice miru je še močna, ampak po drugi strani pa jo je zamenjala nov epitet, to so leteče podgane, ki je nastal v Ameriki v 60. letih in ki jo je zelo, zelo populariziral Woody Allen v svojem filmu, kjer je govoril o tem, da so golobi leteče podgane, in ta epitet, ki je popolnoma nesprejemljiv, namreč raziskave so pokazale, da so golobi zelo bom rekla, zdravi, tudi v Ljubljani je potekala ta raziskava, in da niso prenašalci bolezni, a ne. In ta mešanica tega, da jejo pač tiste ostanke, ki pač so na tleh, da so neke vrste čistilci urbanega prostora, je recimo prinesla ta odklonilen, bom rekla, pa ne samo odklonilen odnos, bi rekla celo zelo sovražen odnos. Ampak tukaj je še ena stvar, ne, če mi dovolite, v Ljubljani je celo nastala prepoved hranjenja ptic, ne samo golobov, tudi ptic. In tukaj je potem nastal en tak, bom rekla, konflikt, ne, med tem, da ne gledamo ptice oziroma goloba več kot ptice, ampak kot zgolj neke smetiščne živali, ki nam je popolnoma neznosna v nekem smislu in ki naj bi jo recimo se na nek način znebili. V tem raziskovalnem projektu, ki sem ga prej omenila, ne, ki zdaj poteka, boste oziroma ste, pravite, diahrono analizirali še neobjavljeni korpus slovenskih ljudskih pesmi in pripovedi o živali prek novega branja in percepcije, in ob novih terenskih raziskavah, kjer boste pridobili sodoben korpus pesmi in pripovedi, delali boste intervjuje o odnosu do živali na podeželju in mestih s poudarkom na pesmih in pripovedih o medvedih. Omenjate tudi risa in volka. A so tukaj že kakšne Ja, rezultati so nekateri že, ja. Ja. Zdaj, imela sem 2 terenski raziskavi, in sicer eno terensko raziskavo starejše skupine žensk med 70 in 80 let, ki so pele živalske pesmi in pri katerem sem potem opravila intervjuje o odnosu do živali. In druga skupina, pa mlajša skupina, je pa tam od, bom rekla, tam blizu 30 let ali pa mogoče malo več, pri kateri sem ravno tako opravila intervjuje z nosilci pesmi, o tem, kakšen imajo odnos do živali, do različnih živali, kakšen je odnos do volka, do medveda, sploh do teh velikih zveri, kakšen je odnos do recimo kolin in povharjenja, z katerim se tudi ukvarjam. In zanimivi so rezultati. Rezultat, recimo mladi so ko sem jih vprašala, če razmišljajo kaj o tem, kaj prinašajo vsebine o živalih, so rekli, da pač oni niso razmišljali in da so peli inertno in po inerciji. Potem pa sem jih vprašala, kakšen je njihov odnos do volka. In zanimivo je bilo to, da tisti, ki so bili povezani z, bom rekla, ali so imeli kmetijo ali kakorkoli, je bil njihov odnos negativen.
Ostali, ki pa niso bili povezani s, recimo, bom rekla, ruralnim področjem ali pa s tem, da so kmetovali ali pa niso imeli živali, tisti so imeli pa pozitiven odnos. To so bile mlajša skupina, medtem ko starejše gospe, so pač samo gospe, ker je to ta skupina, pa so imele relativno pozitiven odnos do velikih zveri. Kakšna pa je recimo vloga ali pa kako se pojavljajo te recimo medvedji, risi, volkovi v slovenski ljudski pesmi pa v pripovedništvu? Ja, v pesmi se recimo volk pojavlja kot negativna žival, izrazito negativna žival. Medved se ne pojavi velikokrat, če se pa pojavi, je pa recimo tematiziran kot pač neka žival, ki so se je včasih bali, ampak ne kot zelo negativna. Torej, medved nima te negativne konotacije kot volk, pri volku pa je ta konotacija jasna in v pesmih vidimo celo to, da so dobivali, celo v nekateri pesmi je napisano, da so dobili denar za odstrel volka. Skratka, odnos je negativen. V samem projektu pa imamo tudi vključeno kolegico in kolega iz Biotehniške univerze, ki se ukvarjata z varstveno biologijo. In onadva pa recimo ugotavljata, kakšne so tako imenovane ekosistemske storitve glede velikih zveri, spravi, kako bi na nek način poskusili ta negativni vidik pogleda na volka ali medveda spremeniti v pozitivni. In to je pa tisto, kar bo drugo leto morda že rezultat. Imeli smo že eno okroglo mizo o pomenu zveri, velikih zveri, kjer se je pa pokazalo, kar moram povedati, da pač biologi in humanisti stojimo na dveh bregovih. In res upam, da bomo našli neko skupno točko. Kako je pa z risom v ljudskem pripovedništvu? Risa pa ni. Ga ni? Risa pa sploh ni. Ris ne obstaja v ljudskem pesništvu. Za razliko od lisice verjetno? Lisica je pa izjemno močno. Lisica je pa pravzaprav ena izmed tistih živali, ki nastopajo zelo pogosto. Tudi s to konotacijo zvitosti, ki temu jaz rečem antropomorfizem, se pravi, mi svoje lastne poglede, antropocentrične poglede prenašamo na žival. Res je to, da smo pač velikokrat observacija živali je seveda tista, ki tudi prinese nek pogled, ampak vendarle včasih smo se pa zelo zmotili. In ta antropomorfiziranost je lahko pozitivna, če nam pokaže, kako je tematizirana resnična žival, je pa lahko tudi zelo negativna, kajti potem vidimo, bom rekla, neko figurativno žival, ne pa resnično. Ko sem se pripravljala na ta intervju, sem ravno te dni nekje na Twitterju zasledila od nekega tujca, ne Slovenca, pač nekdo, ki ne živi v Sloveniji, da je naletel na prevod Tri botre lisičice. Slovenska rezijanska ljudska pripovedka. Povedal jo je pravljičar Štifan. Sem prav rekla? Ja. Zapisal je pa jo je Milko Matičev, etnolog. To je ena od teh, rekla bi, svobodnih, pozitivnih, one pač sicer obstajajo tukaj noter neke te moderne primesi, imajo avto in tako naprej, kar je verjetno ni bilo v ljudskem izročilu, ampak je eden verjetno dodal. Ampak so te botre lisičice živijo tako svobodno življenje. Nič jih ne omejuje. Ampak to je zato, ker je to rezijansko. Ker je rezijanska. Namreč rezijansko izročilo je netipično izročilo. In sicer zakaj? Zato, ker je njihov pogled na naravo, na gore, na živali skoraj animističen. To pomeni, da so za njih vse te
vsa ta bitja, ali bom rekla okolje, naravno okolje je živo. Za njih je gora živa, ne? Gora ta Kaninova, Čaninova. Ne? Za njih je recimo lisica ta Kafelova pomeni, da je lisica bila neplodna in ni mogla recimo zanositi in tako naprej. Ali imamo recimo najrazličnejše živali, ki živijo dejansko popolnoma drugače. Recimo volk, o tem je pisala tudi svoje lastne pesmi Silvana Paleti, znamenita pravljičarka, pesnica, ne, ki je recimo volku posvetila eno svojo lastno pesem, pri katerem kar nekako združuje volka s psom. Pri njej volk maha z repom. Pri njej je volk svoboden, tam na gori gleda okoli in tako naprej. Skratka, tukaj vidimo in tudi najrazličnejše, tudi kača, ki je v drugih pesmih ali pa pripovedih zelo negativno konotirala, je tukaj v ljudskem izročilu, rezijanskem ljudskem izročilu pozitivno konotirana. Nihče se jo ne sme dotikati, ne sme se jo ubijati. Skratka, videti je, kot da je ravno to življenje v nekem zaprtem okolju, ne, ker ta dolina je precej zaprta rezija, ne, obdana z gorami, da je to privedlo do tega, da je njihov odnos do, bom rekla, do živali in do okolja skoraj kot recimo ta vzhodni odnos, kjer so živali z dušo, da imajo dušo in da so enakovredne ljudem. Ne? In to pomeni, da je recimo ta rezijanski tudi, ne samo, če še en primer povem, recimo ena legendarna balada o Mariji in mišici, kjer recimo se Marija razburja, ker je nekdo ugrabil Jezusa, pa pravi mišica, ja, kaj se pa ti razburjaš nad tem, meni pa je krava pohodila z 9 otrok. Ne? Skratka, gre za to, da oni vidijo otrok, ne mišic malih, ampak otrok. Skratka, vidijo živali popolnoma v drugačnem rekla, kontekstu ali pa v vlogi ali pa v odnosu, v razmerju, bi rekla celo zoocentričnem razmerju ali ekocentričnem razmerju, kot pa recimo v drugih okoljih, v drugih pripovedih ali pa pesemskem izročilu. Se pa tudi recimo v teh stvareh, ki jih preučujete, vidi tudi razliko v času, torej kako se spreminja v času? Odnos do živali? Ja. Seveda. To se vidi. Res pa je, da to lahko pač opazujemo pri tem, ko vidimo recimo, kdaj so pač določene pesmi nastale, če vidimo, ali pa pripovedi. Tam pa že vidimo, da se morda spreminja odnosa, ne, do živali. Da ni ta odnos recimo tako zelo negativen. Čeprav recimo, če pogledamo recimo v neko literaturo začetek 20. stoletja, recimo slovenske moderne, pa vidimo tudi recimo odnos do živali kot do bitij, ki nimajo nekega svojega, bom rekla, položaja oziroma s katerimi se ne ravna. To je recimo Cankar povedal v svojih črticah iz tujega življenja, kjer tematizira tudi, bom rekla, strašne zločine nad živalmi, ne, in tudi prizna, ne, da je človek si ustvaril to, bom rekla, antropocentrični pogled na svet, kjer je on sam v središču. Sama rada zelo velikokrat povem en citat od Gregorja Strniše, ki mislim, da zelo dobro ponazarja to, kar bi mi na nek način morali na novo definirati naš odnos do živali in do sveta. Recimo, nas ne hrast, ne hrošč ne pozna, človek ni krona sveta. Skratka, to je tisto, kar bi morali morda začeti razmišljati v tem smislu odnosa.
Ukvarjali ste se tudi z živalmi v delih Jureta Detela, Tomaža Šalamuna, Svetlane Makarovič in drugih. Kakšne so tukaj glavne ugotovitve? Tukaj pa lahko rečem, da gre skoraj za gradacijo odnosa, pozitivnega odnosa do živali. Recimo že, če pogledamo Tomaža Šalamuna, ki ima, bom rekla, cel bestiarij živali v svojih pesmih. Ampak ta bestiarij je še vedno, bom rekla, on je še vedno nek demiurg ali angel, ki gleda. Enkrat je njegov odnos do živali pozitiven, recimo reče, nutrija je moj brat, naslednji trenutek pa že kravo zakolnem ali pa zakoljem ali pa se jo dotaknem ali skratka, njegov odnos do živali je, bom rekla, eksperimentalen na nek način, ne. On jo nekako vidi, jo gleda, pa je njena pozicija, njena vloga zelo različna. Enkrat, se pravi, mu je zelo blizu, drugič pa jo celo reče, ne vem, kokoške smo rezali vratove in tako naprej, ne. Skratka, edini, bom rekla, tak moment v njegovi zbirki Glas pa se pa pojavi ena sprememba, kjer pa se že vidi, da razmišlja o živalih drugače, z eno pesmijo Jeleni, s katero korespondira z pesmijo Jeleni Jureta Detele, ki pa je izjemno zoocentrična. No, Svetlana Makarovič gre za eno stopnjo naprej. Svetlana Makarovič je, bi rekli, že skoraj, bom rekla, aktivistka za živali, ker se je tudi eksponirala, tudi v javnosti. Sama je zelo močno pripeta recimo na mačko ki jo vidi tudi v neki dvojnosti. Enkrat je nežen klopčič na asfaltu, drugič ponoči škrtajo koščice, ne. Skratka, ta dvojnost mačke. Ampak izjemno je, bom rekla, negativno nastrojen ali pa zelo negativen pogled ima na lovce in tudi iz tega izraža tudi, se pravi, z jeleni, tudi kačo obravnava, posebno recimo na Limbarski gori združi, pesem Limbarska gora, združi recimo ta tri elemente. Eno je recimo lov, ne, se pravi lovca, po drugi strani neka domačijskost ali harmonika in tretja stvar je recimo ta, bom rekla, odnos do cerkve. Tukaj ona združuje vse skupaj. Ampak tu njen pogled na živali je izrazito pozitiven, in živali so v bistvu v središču njenega pesniškega ustvarjanja. Najbolj pa se je živalim približal v tem, bom rekla, pozitivnem odnosu, zookritičnem ali zoocentričnem odnosu. To pa je Jure Detela. Za Jureta Detela so pa živali bitja iz tujih svetov, ki za njega so pravzaprav ne samo, da so mu enakovredne, za njega so celo nadbitja, ne. In posebno recimo ta elegija, pesem za jelene, je ena izmed, bom rekla, pesmi, ki prikažejo ta res, bom rekla, resnični položaj jelenov, ki ščitijo svoje recimo košute pred recimo lovci in v nešteto pesmih izraža ne samo naklonjenost, ampak tudi to, da bi morali priznati svetost življenja ne samo človeku, ampak tudi živali. Knjiga, ki ste že omenili, ki ste jo pravkar dokončali, pravite, naslov je torej Človek je najhujša zver, živali v folklori, literaturi in kulturi. Zakaj rečemo, da je človek najhujša zver? Ja, saj ne rečemo, ne. Pravzaprav sem vzela to kot citat iz ene ljudske pesmi Zverina premagana, pa prepovedi, ki
ima naslov Človek je najhujša zver. Pravzaprav gre za, jaz bom rekla, nek uporabo v tem smislu, da vendarle je naš pogled v naše življenje še zmeraj izrazito antropocentrično. Izhajamo iz človeka in ne priznavamo enakovrednosti drugim bitjem. In zaradi tega sem začela pač razmišljati, kako bi transformirala ta pogled in skozi tematizacijo in reprezentacijo živali v ljudski pesmi, potem v različnih literarnih delih, poeziji, pa tudi skozi, bom rekla, kritično ovrednotenje temu, kar mi rečemo kulturna dediščina, pa se zdi, da v današnjem času ne bi smelo imeti te oznake. To pa so recimo koline in polhanje. In tukaj v bistvu poskušam najprej pokazati, kako se spreminja ali kako vidim sama spremembo odnosa in tudi pogleda na žival skozi folkloro, se pravi skozi pripovedne pesmi, skozi subjektivizacijo in objektivizacijo živali v pesmi, v predstavitvi različnih živali v folklori in literaturi, na primer od ptice, kače, jelena, do vprašanja, kaj bolje reprezentira živali, filozofija ali poezija. Kdo je tisti, ki bolj argumentirano predstavi položaj živali? Od tega, kako reprezentira literatura ali pa življenje konje, in se ukvarjam tudi z lipicanci. Potem seveda grem tudi na tako imenovano poblagovljenje svetega, kjer se ukvarjam z tem pobojem gosi ob tem martinovanju. Ukvarjam se tudi z golobi, psi in tako naprej. Skratka, poskušam narediti nek pogled iz folklornega in končam z smrtjo živali in žalovanjem za njimi. Videla sem, da večkrat v tem članku, ki sem ga brala o golobih in psih, kjer pišete, večkrat citirate tudi Hala Herzoga, ki je napisal knjigo Some We Love, Some We Hate, Some We Eat. Torej, mislim, da sem enkrat v enem podcastu, mislim, da z Boštjanom Videmškom in Majo prijatelj Videmšek že omenila. Torej, ene imamo radi, ene sovražimo, ene pa jemo. Ampak končajva mogoče pri simpoziju Thinking Animals oziroma Misliti živali, ki bo naslednji teden. Na tem simpoziju se bojo zbrali v bistvu strokovnjaki iz različnih držav. Izhajamo iz obravnave relacije živali do človeka v optiki spremenjenega stanja sveta, zaradi česar smo prisiljeni spremeniti zorni kot. To pa je sprožilo preklop iz antropo v ekocentrizem, ste vi rekli oziroma napisali. Kakšen je torej ta preklop in kje ga lahko vidimo v literaturi? To je transformativni preklop. To pomeni, da mi popolnoma zanemarimo današnji pogled in današnje življenje, ki ga živimo. Se pravi, popolnoma transformiramo naš odnos do živali, jo postavimo v središče ali žarišče našega življenja in jo začnemo upoštevati kot bitje z intrinzično vrednostjo same po sebi. In seveda je tukaj v tem simpoziju bo to obravnavano iz različnih vidikov in združujemo najrazličnejše, bom rekla, to je multidisciplinarni simpozij, kjer združujemo najrazličnejše poglede strokovnjakov iz različnih ved, iz filozofije, psihologije, literarne vede, potem recimo kritične animalistike, kritične animalistične pedagogike, tudi literature, seveda,
pa tudi te tako imenovane varstvene biologije. Ne. Skratka, iz različnih zornih kotov, pa antropologije tudi, no, poskušamo predstaviti na nek način različne poglede na žival. In središčna žival je medved. Zato tudi imamo veliko teh referatov, ki predstavljajo recimo sibirske medvede, medvede recimo v drugih državah, recimo skandinavskih, potem na Škotskem, potem medvede kot recimo tiste, ki so nam zelo blizu, a ne, pa jih recimo raziskujemo predvsem mitološko. Kar se pa literature tiče, pa seveda poskušamo na nek način predstaviti tiste poglede na žival, ki prinašajo transformativni pogled v današnji čas. Se pravi, da nam literatura omogoča, da drugače mislimo stvarnost. In s tem, ko drugače mislimo stvarnost, tudi se pravi, drugače ravnamo. Se pravi, nam literatura omogoča, da vidimo, da vemo, in ko vidimo in ko vemo, spremenimo naš odnos do živali. Najlepša hvala za gostovanje v enem podcastu in za vaše odgovore in pojasnila. Najlepša hvala za vabilo in za prijeten pogovor. Hvala tudi vsem gledalcem, gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Res kmalu se spet vidimo.